raki, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že zmešala, tako da ne bomo izgubljali časa. Preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno tebi in tvoji situaciji. Sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok, pogledajmo, kakšne so splošne energije za ta mesec. Kot splošno energijo februarja imamo kralja cesarja. Zdaj pogledamo še za vsak teden posebej. V prvem tednu februarja imamo šestico mečev, torej od nečesa se boste odmaknili, nekaj boste zapustili. V drugem tednu imamo kraljico palic. Drugi teden bo zelo energičen, dosti idej, dosti motivacije. V tretjem tednu imamo cesarico, to je karta obilja, karta zadovoljstva, veselja, družine, doma. In v četrtem tednu imamo osmico mečev, kar v bistvu nakazuje, da se boste mogli raki znebiti nekih omejitev. Dajmo pogledati, kaj točno to pomeni. Zdaj s temi kartami bomo v bistvu gledali dogodke, kaj se bo točno dogajalo. Kot osrednji dogodek meseca imamo osmico mečev obrnjeno, tako da to je ponovno, to so dve iste karte, tako da bo to nekaj pomembnega za vas, raki. S temi kartami bomo pa pogledali lekcije, kakšne lekcije vas bodo doletele v tem mesecu. Kot osrednjo lekcijo meseca imamo trojko palic, kaj pomeni, da boste v bistvu nekaj počeli, nekaj delali, nekaj boste mogli spraviti v neko končno obliko. Ok, gremo kar na dogodke, pa bomo potem sproti vse te karte še, oziroma ne, najprej bomo pogledali, kakšna je osrednja tematika meseca. Tako imamo cesarja. Se pravi, v februarju boste raki postavili neke temelje, neko strukturo boste vnašali v vaša življenja. Tukaj vidite, da boste nekako zrasli in se dvigali nad vašo celotno situacijo. Zelo možno je, da boste v bistvu našli neko moč v sebi, da premagate neke ovire, ki so vas že dlje časa spremljale. In kot osrednji dogodek je ravno to, da v bistvu se znebite teh nekih prepričanj, ki jih imate, in da se zavedate, da ste sposobni doseči veliko več, kot si mislite v tem trenutku. Zelo možno je, da se boste ta mesec soočali z nekimi izzivi, ki vam bodo navidezno nekako predstavljali neke ovire na vaši poti do vašega cilja, ampak kot je videti, vaša lekcija je, da boste te ovire mogli premagati in v bistvu iz njih iztisniti tisto najboljše. Se pravi, ne na neko oviro gledati kot na nekaj, kar ti preprečuje, da bi se pomaknil naprej, ampak bolj v smislu, da na oviro pogledaš, kako v bistvu s to oviro doseči nek cilj, kako v bistvu iti mimo te ovire ali pa kako to oviro izkoristiti v svoj prid. To je torej nekako osrednja tematika meseca februarja. Poglejmo prvi teden. V prvem tednu se boste nekako odmikali od nečesa, nekaj boste pustili za seboj. Evo, ponovno imamo šestico mečev obrnjeno, imamo kraljico palic obrnjeno in kralja mečev obrnjenega. Definitivno boste tukaj nekaj zapuščali, raki, nekaj, kar ta karta govori predvsem o takih nekih energijah, ki v vas povzročajo neke nemire, neko nesigurnost. Zdaj boste nekako pripravljeni, da to zapustite in da se pomaknete v bolj mirno življenje. Se pravi, če ste imeli zdaj dosti nekih takih preizkušenj, ki so od vas zahtevale, ki nekako so vas premetavale iz enega konca na drugega, niste vedeli, katero pot izbrati mogoče, ali pa enostavno nekako je bilo dosti nekih konfliktov mogoče, ali pa nekih, enostavno neki nemiri so bili v vas in zdaj boste to pripravljeni pustiti za sabo in v bistvu se podati nekim bolj trajnostnim izzivom ali pa rešitvam, oziroma na neko pot, ki se zdi bolj trajnostna, bolj sigurna, bolj stabilna. In kot dogodki meseca imamo tukaj ponovno šestico mečev. Zdaj, ker je obrnjena narobe, to predstavlja, da mogoče v tem trenutku, ko gledate ta video, še niste v bistvu na tej točki, da bi to zapustili, se bo pa to kmalu začelo dogajati v vašem življenju.
kaj sem hotela reči, nekaj sem hotela dodati, ampak zdaj se ne spomnim, mi je ušlo, nič hudega. Torej v prvi polovici, v prvem tednu, tam nekje recimo 3-4 dni v februarju, je videti, da se boste nekako raki ozirali v preteklost in mogoče iskali v preteklosti neke trenutke. Nekako boste brskali med vsemi dogodki, ki so se dogajali, in izbrali neke tiste, ki vam predstavljajo največjo stabilnost, ki vam predstavljajo največje veselje. Nekaj, kar videti je, da boste nekako pripravljeni na neko spremembo. In tukaj je potem kralj mečev, obrnjen, sporoča na to, da boste v bistvu dobili neko jasnost, da boste točno vedeli, katero pot izbrati, in tukaj je videti, da boste zelo odločeni, zelo direktni, ostre besede boste imeli, če bo treba. Ne boste dovolili, da vas kdorkoli v bistvu spravi iz poti ali pa spremeni vaše mnenje. In kot lekcijo prvega tedna imamo kraljico novcev in sodbo. Torej v tem tednu bo vaša lekcija, da spoznate, da imate v bistvu vse, kar potrebujete, zato da dosežete ta vaš cilj ali to vašo željo. Ta cilj ali želja je lahko karkoli, lahko gre za nekega novega partnerja, lahko gre za obstoječe partnerstvo, da ga nadgradite, lahko gre za poslovno pot, lahko gre za, ne vem, lahko gre za finančno obilje ali karkoli. Se pravi, katerakoli situacija je, pač to nekako poskusite interpretirati v vaše življenje, vse te namige. Torej, vaša lekcija v prvem tednu bo, da spoznate, da imate vse tisto, kar potrebujete, da ste sami sebi dovolj in da imate v bistvu vse možnosti, da tukaj naredite nek napredek. In vaša lekcija v tem tednu bo tudi, da to pokažete navzven, da se ne več zapirate vase in to premišljujete v sebi, ampak da pokažete svetu, da se odprete, da si upate narediti nek korak izven vaše cone udobja, mogoče da pokažete nekaj, kar ste že dolgo časa skrivali v sebi ali pa v svojem življenju, da ste nekako skrivali pred drugimi, in zdaj je čas, da v bistvu stopite v svojo kožo, da pokažete to, da se zavedate, da ste v bistvu to, kar ste, da ste pač odlični v tem, kar počnete ali pa v tem, kar si želite, in da enostavno naredite ta korak v nek nov svet, da se razbremenite nekih stvari, ki vas vlečejo nazaj, ki vas v bistvu, mogoče so to neka prepričanja, kot ne bo mi uspelo, nisem dovolj dober ali kaj takega. To je vaša lekcija prvega tedna. In kot je videti, jo boste raki zelo dobro izkoristili, ker imamo kot osrednjo karto naslednjega tedna, se pravi torej drugega tedna, to je nekje recimo med 7. in 14. februarjem, 14. 15. Tukaj videti, da boste raki zelo samozavestni, polni energije, točno boste vedeli, kaj si želite. Mogoče boste še nekaj stvari skrivali v sebi, mogoče ne boste še čisto transparentni do drugih ali pa ne boste pokazali vsega, kar imate, ampak videti je, da boste tukaj odločeni in da boste vedeli, da se pripravlja za vas neka sprememba v življenju, in kot je videti, boste zelo... Evo, in imamo tudi karto norec. Imamo šestico novcev in svečenika obrnjenega narobe. Torej, karta norec tukaj predstavlja novo pot, novo poglavje, neka velika sprememba, neka velika pomembna odločitev, in jaz bi rekla, ker je karta pač obrnjena pravilno in ta figura gleda proti prihodnosti, bi rekla, da to je nekaj, kar ste mogoče že začeli, ste že razmišljali dlje časa o tej poti, ampak zdaj boste končno zbrali pogum, da greste na polno na to pot, da greste na vse ali nič, in videti je, da boste zelo optimistični, samozavestni in da vas tukaj prav nič ne bo ustavilo, kar je odlično. Zato, ker že takoj potem se zna zgoditi, recimo okrog 10. do 13. februarja, se zna zgoditi, da dobite neko pomoč. To je zdaj lahko finančna pomoč, lahko je čisto tako pomoč v smislu nasveta ali pa kakšne ali pa neka fizična pomoč, da vam nekdo pomaga nekaj doseči. Je pa potem videti, da se boste sredi meseca nekako zapirali spet vase, premišljevali o nadaljnjih korakih, morda vas bo tukaj nekaj, morda se bo vsa ta te nove situacije, novi dogodki vas bodo nekako
vas bodo nekako spodbudili, da mogoče premislite o teh vaših korakih, če so pravilni ali ne, ampak videti je, da tukaj, da boste bolj iskali kot neko tisto pravo pot, da tukaj jaz vidim, kot da ne boste hoteli iti kar brezglavo naprej, ampak nekako se boste ustavili in premišljevali, kaj točno, kateri korak ubrati v prihodnosti. In tukaj imamo paža, kot lekcijo imamo paža mečev in imamo ponovno norca. Torej, vaša lekcija tukaj, da mogoče pridobite neko novo znanje, da pridobite morda neke nove izkušnje, kar se tiče te vaše poti. Kot sem rekla, to je lahko recimo neko novo partnerstvo, lahko je neka nadgradnja partnerstva, lahko je poslovna pot, finančno področje, karkoli pač je. Tukaj boste mogli dobiti v glavnem neke izkušnje, neko znanje, neko razjasnitev boste iskali, neko resnico mogoče. In vaša lekcija v drugem tednu je, da definitivno naredite ta drzni korak v neznano in da stopite na to vašo novo pot, karkoli pač to je. Zelo pomembno je, da sledite, sploh če imate neko notranjo silo, ki vas vleče v neko smer, pa mogoče niste imeli še dovolj poguma do zdaj. Tukaj bo vaša lekcija, da zberete ta pogum in naredite ta korak, ker verjamem, da se bo obrestoval. Sploh, ko imamo tukaj tole karto v tretjem tednu, cesarico, ki je karta obilja, karta sreče, karta v bistvu, kadar nekaj začneš, kadar vlagaš energijo v nekaj in se potem začnejo kazati rezultati. To se bo že pokazalo v tretjem tednu, to recimo po 15. tam recimo med 15. in 20. februarjem lahko pričakujete nekaj takega. In tukaj imamo asa mečev kot karto dogodka, imamo karto sonce in imamo karto dvojko mečev obrnjeno narobe. Torej, definitivno vam bo ta čas, ko si ga boste vzeli zase za premišljevati o naslednjih korakih, v bistvu, da bo pozitivno vplival na vaše življenje, ker boste tukaj dobili neko razjasnitev, neko jasnost. Pred seboj boste videli pot, videli boste ovire, videli boste izzive, ampak kot je videti, se ne boste tega ustrašili. In zdaj boste prepričani bolj kot nikoli, da je ta pot prava za vas. In že kmalu se bo to tudi izkazalo. Tukaj imamo karto sonce, torej dosti lepih dogodkov, dosti sreče, dosti potrditev, občutek svobode, občutek, da ste spremenili nekaj v svojem življenju, občutek, da ste mogoče premagali neke izzive in tukaj pride neko tako lepo obdobje, torej to bi bilo med 15. in 20. februarjem, tako res lepo obdobje, pozitivno. Edino tukaj imamo to dvojko mečev, da vidim, kaj bi ta recimo lahko govorila. Jaz mislim, da boste tukaj tako zadovoljni z vašim življenjem in s tem, kako se stvari odvijajo, da ne boste hoteli pogledati na tiste situacije, ki mogoče ne funkcionirajo. To govori ta karta, ker ima zavezane oči, za njo se dogaja celo razburkano morje, valovi, ampak ona se ne obremenjuje s tem. Se pravi, jaz bi rekla tukaj, da prej sem rekla, mogoče kot da ne boste hoteli pogledati na stvari, ki ne funkcionirajo, ampak ne bi rekla, da je glih tako. No, jaz bi bolj rekla, da bojo stvari še vedno v vašem življenju, ki ne bojo funkcionirale, ali pa se bodo dogajale neke stvari, ki mogoče niso tisto, kar bi si vi želeli ali karkoli, ampak tu, kot je videti, vas to sploh ne bo obremenjevalo, ker boste že nekaj dosegli, nekaj se vam bo že odprlo. In v bistvu ne boste dovolili, da vas to kakorkoli omejuje ali pa da vas ta dogodek spet spravi nazaj na neko staro pot. Vi boste tukaj videti, kot da boste odločeni, da boste to dosegli. Veste, da imate, mislim, neki rezultati se bodo že kazali, že bo vidno, mogoče celo se vam uresniči neka želja tukaj. In pol je videti, da sploh ne boste več poslušali drugih mnenj v smislu nekih nasvetov, ki vam ne koristijo. Tega ne boste hoteli sploh poslušati. Dajmo pogledati, kaj je lekcija. Lekcija imamo paža palic in as novcev. Ja, in točno to, kar sem že prej rekla. Torej, nekako igrivi boste, zelo otroški, ampak otroški v smislu, da ne boste imeli življenja preveč resno v tem tednu. In vseh teh ljudi, ki bo rekli, ja, kaj pa, če se to zgodi, kaj pa, če se to zgodi, mogoče to ni najboljše zate. Enostavno tega ne boste poslušali, na to se boste požvižgali, se boste na vsa taka mnenja. In
In vaša lekcija je tudi, da prepoznate tukaj, da imate to, da je ta pot, ki ste jo izbrali, da lahko prinese v prihodnosti nekaj dosti večjega in dosti lepšega. Pomembno je, da spoznate, da ta priložnost, ki se vam bo zgodila v tem tednu, da vam odpira neka vrata v nek lepši in še boljši svet. Čeprav tukaj vidite, da boste že raki zelo zadovoljni z vašim življenjem. Poglejmo še 4. teden, ko imamo osmico mečev. Se pravi, tukaj v 4. tednu je videti, kot da boste nekako kot da vas bodo ta mnenja drugih hotela ustaviti, ampak nekako imam občutek, da se vi tle ne boste dovolili, da vam kdorkoli meša štrene, da vas kdorkoli omejuje ali pa obremenjuje. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Imamo 10 palic obrnjeno, imamo 7 mečev obrnjeno in imamo paža kelihov obrnjenega. Ja, tlele recimo enkrat okrog 20. februarja se lahko zgodi nekaj, kar vas bo, kar mogoče vam ne bo všeč, ampak s tem se ne boste obremenjevali, kot sem že prej rekla. Ampak zdi se, da so to neke stvari, ki jih še niste v življenju razčistili, ki jih mogoče se mogoče z njimi še niste soočili in vas še vedno zelo obremenjujejo. To so lahko neka negativna prepričanja, lahko so to neke osebe v vašem življenju, lahko je to recimo vaš partner, če imate s partnerjem težaven odnos. Lahko je to tudi poslovni partner, lahko je pač nekaj v vašem življenju je neka oseba ali pa neka situacija, s katero se še niste popolnoma soočili in recimo se postavili pred to osebo ali situacijo in nekako izrazili to svojo moč ali pa postavili neke konkretne meje. Tukaj se bo še tako nekaj vas bo utrujalo in vleklo nazaj in to boste mogli raki nekako premagati. Tukaj se vidi, da boste si še vedno zatiskali oči pred vsemi temi stvarmi, ki ne funkcionirajo ali pa vas na nek način ovirajo. Ampak to je nevarno, ker tukaj se lahko pojavi ena oseba, ki vam bo potem nekako hotela spodnesti tla pod nogami, v smislu, tukaj gre lahko za kakšno hinavščino, lahko gre za neke laži prikrite, lahko gre za neke lažne obljube. Ampak kot vidim, boste iz tega potem nekako znali splavati ven. Sicer karte so tukaj vse narobe obrnjene, kar tukaj nekako predstavlja še vedno neke blokade pri vas, raki. Ampak videti je, da boste nekako še vedno, jaz tle vidim, kot da boste vi tako navdušeni, da se sploh ne boste hoteli s tem obremenjati, ampak to je ful pomembno, da se s tem soočite. Zato, ker so karte vse narobe obrnjene in ko so karte narobe obrnjene, ali pokažejo neke blokade, ali pa hočejo pokazati neko pozornost. To je ful pomembno v smislu, ne. In jaz si mislim, tako nekako dobivam tak občutek, kot da imate še nekaj iz preteklosti, mogoče to kakšna travma, mogoče je neka, ne vem, enostavno neka izkušnja, ki se vam je v preteklosti zgodila in se nočete z njo soočiti. In kot da si tukaj zatiskate nekako oči pred tem problemom, ampak tukaj se lahko zgodi, da vam bo potem nekdo v bistvu na nek način škodoval, ampak ne bi rekla, da je to zdaj neka velika škoda ali karkoli. V bistvu sploh ni nujno, da vam bo škodoval, to je seveda za vsakega raka nekako drugače. Ampak vi boste vseeno na to gledali zelo tako otroško, v smislu igrivo, ne boste jemali teh situacij preveč resno, kar je po mojem v tem primeru celo boljša opcija. Poglejmo lekcije, pa nam bo mogoče malo bolj jasno. Imamo paža novcev in imamo karto zvezda, zelo lepe karte. Torej ja, spet imamo paža. Paži so taki igrivi, otroški, razigrani, ne jemljejo življenja preveč resno. In tukaj jaz mislim, da je točno to vaša lekcija, kar sem že prej rekla, da kljub tem nekim situacijam, ki vas bodo mogoče še obremenjevale, omejevale, da jih ne gledate preveč tako resno, da si pač rečete nekako, ja, saj bo mimo, saj se bo zrihtalo vse samo od sebe. In nekako na tak način se tudi s tem spopadate. In karta zvezda pomeni tukaj, da je vaša lekcija nekako, da najdete neko upanje, da najdete to neko notranjo moč, da se zavedate, da vam lahko nekaj uspe in
in da v bistvu nekako vso energijo usmerite v to, da se ne obremenjujete s temi stvarmi, ki vas omejujejo, ampak da enostavno začutite to silo, da vidite to vašo vizijo, to vašo željo pred očmi in da se zavedate, da jo dejansko lahko dosežete. To je ful pomembno, da se boste v tem tednu to zavedali. Jaz mislim, da je to to. Raki, upam, da vam je bila napoved všeč, upam, da ste se z njo poistovetili. Če vam je bila, definitivno stisnite kakšen like, tako bom vedela, da vam je všeč in tako bom tudi pol nekako vedela za naprej, kaj mogoče upoštevati, kaj ne. Spodaj v komentarjih, če imate kakšno vprašanje, dajte mi napisati. Lahko mi tudi kontaktirate na Facebooku in me kaj vprašate. Hvala, Raki, za vašo pozornost. Upam, da boste lepo preživeli vaš februar in se vidimo potem konec februarja v novi napovedi za marec 2021. Čau!